Spoštovani gostje, spoštovane gostje, kolegice in kolegi, novinarke in novinarji ter vsi drugi cenjeni udeleženci in udeleženke današnjega dogodka, tiskovne konference in pogovora z avtorjem dr. Dušanom Plutom ob izidu njegove znanstvene monografije z naslovom Ekosistemska družbena ureditev, ki je pravkar sočasno izšla v zbirkah Geograf in Historia pri znanstveni založbi Filozofske fakultete. Moje ime je Katja Vinter-Mali in izjemno me veseli, da vas lahko danes pozdravim v vseh svojih vlogah. Kot predstojnica oddelka za geografijo, kot urednica monografije in ob zadržanosti predsednice tudi kot članica alumni kluba geografov, ki je ob oddelkih za geografijo in zgodovino prav tako pomembno prispeval k izidu monografije in soorganizaciji današnjega dogodka. Iskrena, topla zahvala pa vam vsem, ki ste se danes udeležili dogodka in nas tem izjemno počastili. Dovolite, da uvodoma predstavim avtorja monografije in cenjenega kolega, profesorja dr. Dušana Pluta. Dr. Dušan Plut je zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, ki je mladost preživel v Beli krajini, v Semiču. Maturiral pa je na Črnomaljski gimnaziji, od koder ga je pot vodila na študij geografije in zgodovine na naši filozofski fakulteti. V tej hiši je doktoriral in vse do upokojitve bil zaposlen na oddelku za geografijo. Ustvaril je obsežen znanstveno-raziskovalni opus, ki se dotika predvsem področji varstva in degradacije okolja, trajnostnega oziroma sonaravnega razvoja, regionalnega razvoja in vodnih virov. Do upokojitve je na matičnem oddelku dolga leta vodil katedro za varstvo regionalnega okolja, pa tudi programsko skupino Trajnostni regionalni razvoj Slovenije. Kot eden najvidnejših raziskovalcev je sodeloval pri mnogih geografskih in interdisciplinarnih projektih, iz njegovega raziskovalnega dela pa je izšla nepregledna množica znanstvenih in strokovnih člankov, sestavkov za raznovrstne publikacije ter vrsta znanstvenih monografij in visokošolskih učbenikov. Vseskozi so ga zanimala tudi vprašanja družbene ureditve, zlasti še v mladi državi Slovenije, ter seveda vprašanja prihodnosti. Tako je bil med drugim tudi ustanovni predsednik politične stranke Zeleni Slovenije, član prvega demokratično izvoljenega predsedstva Republike Slovenije v letih 1990 do 1992 in državni svetnik prvega sklica. Od leta 2015 je član sveta za varovanje okolja Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Vse življenje, in na to je posebej ponosen, je ostal tesno povezan z rodno Belo krajino, kjer sta ga občini Metlika in Semič zaradi prispevka k njunemu razvoju imenovali za častnega občana. Vse svoje bogate, pedagoške, raziskovalne, politične in življenjske izkušnje je vpel v nastanek najobsežnejše znanstvene monografije, ki jo predstavljamo danes. O okoliščinah nastanka te znanstvene monografije pa bo več razkril cenjeni kolega, prav tako sourednik obeh zvezkov, dr. Bojan Balkovec z oddelka za zgodovino Filozofske fakultete. Izvoli, Bojan. Hvala lepa. Torej, jaz bom zdaj ta, ki bo razkril neke velike skrivnosti, ki pa niso skrivnosti, ker so nekaterim znani, vsaj tistim, ki so bili pobudniki ideje, ki je pripeljala do tega, da smo danes priča predstavitvi teh dveh obsežnih
publikacij. Jeseni 2021 je Tomaž Grden doktoriral z okoljsko temo. Doktoriral je sicer na oddelku za zgodovino, mentor je bil profesor dr. Dušan Nečak, v komisiji sta bila pa še en zgodovinar, dr. Božo Repe, in pa geograf, Dušan Plut. Kot vemo, je običaj po doktoratu, da se gre na kosilo z novopečenim doktorjem in seveda beseda je tekla o mnogo čem, nekateri so to že vedeli, kaj Dušan pripravlja in beseda nanesla tudi na to, kako zdaj vse to, kar on pripravlja, kar je tako rekoč že skoraj spečeno, vzhajalo pa je že dolgo časa, kako to zdaj dati na krožnik. In padla je ideja, če bi to poskušali nekako v okviru znanstvene založbe Filozofske fakultete in začela se je dolga pot. Namreč ideja ni slaba, ideja je dobra, kaj dobra, odlična, ampak kako izpeljati zadevo, ko pa se je avtor malo razpisal, po domače rečeno. Namreč iz tega izhaja največja težava, veliko dela, ki ga je s takšno publikacijo in seveda tista feničanski vzrok, torej kje najti denar za to, da bomo vse to poplačali, kajti na etični pogon, kakor je nekoč govorila, da delamo mnogi na tej fakulteti, profesor Breda Pogorelec, ne gre vse. Dobro, torej padla ideja, dajmo to narediti v zbirki Historia in pa Geograf, zbirkah, ki jih izdajata oddelka za zgodovino in za geografijo. Sestavili smo neko skupino oziroma do zaključka, kako bomo to izpeljali, smo prišli v neki skupini, v kateri so bili, kot že rečeno, Katja Winter-Mali, Simon Kušar, takrat predstojnik oddelka za geografijo, hkrati pa pomembna duša alumnov geografov. Jure Preglav z znanstvene založbe je seveda bil tisti, ki nam je vedel povedati najbolj neugodne tehnikalije, ki smo jih mogli opraviti, in potem še moja malenkost. Seveda hvala vsem, ki smo sodelovali v tej skupini. Da bi zadeva lahko ugledala, potem ko smo rekli, pejmo do konca, se moramo seveda zdaj zahvaliti še prej nekaterim. Ne bom vseh našteval bom tiste, ki so najpomembnejši oziroma ki so v tehničnem smislu pripomogli, da je prišlo do tega rezultata. V nadaljevanju bom pa pojasnil, zakaj se pa vsem financerjem ne moram zahvaliti. Torej, Ana Vovk-Korže se je prebila skozi tekst, podobno kot Dušan Nečak v obliki recenzentov. Anja Muhvič je vse to prebrala zelo natančno, da bi ja ne bilo kaj preveč napak, ki so jih vsi avtorji pravzaprav sposobni narediti. Za povzetek v angleškem jeziku je poskrbela Blanka Klemenc. Knjigo je postavila Irena Hvala, to je zdaj pa čisto pri koncu že, in potem seveda tehnični pregled, tehnično urejanje knjige Jure Preglav. Hvala tudi tem, ki so pomagali v tej formi. Že do tu so nastali neki stroški. Sledil je seveda še en velik strošek, to je tisk. Sploh, ker je v zadnjem času tisk postal relativno drag špas. Kajti papir se je samo onim, ki to ceno postavljajo, znanih razlogov precej podražil. No, ampak tudi to smo rešili. Konstrukcija finančna je bila precej zajetna, država seveda pri nas v različnih oblikah finančno podpira znanstveno izdajanje besedil, ampak ne v obsegu, kot ga je ta avtor napisal. Torej, morda pravi, da je dovolj malo manj, morda pa ne, sem si pa jaz zdaj to nesramno izmislil. Pač takšno pa je dejstvo, torej, da je obseg financiranja javnih sredstev relativno omejen. In zdaj je treba najti nekaj drugega, kako to mošnjo narediti polno, in spomnili smo se seveda na možnost, ki jo poznamo bolj ali manj vsi, torej z mošnjo naokoli. Kdo bo kaj nasul vanjo, in moramo priznati, da smo bili seveda na odzivom tistih, ki smo jih na takšen ali drugačen način poprosili, ali bi finančno pripomogli k izidu te knjige. Gre za silno številčno skupino zasebnikov in seveda tudi na različnejše inštitucije, ki jih zdaj nobenega ne bom našteval, ker bom mimogrede koga pozabil, do tega, da bi bil individualni seznam relativno dolg, pa bi seveda malo časa Dušan odžrl, pa ga nimam namena, ker je njegov
čas tisti, ki je glavni del današnje prireditve. S pomočjo vseh teh podpornikov smo torej uspeli zbrati dovolj sredstev za to, da bo knjiga, oziroma da knjiga je natisnjena, knjiga vas čaka zunaj, tiste, ki to želite, si boste seveda svoj izvod lahko vzeli. Torej, hvala vsem sofinancerjem v takšni in drugačni obliki. Hvala seveda tudi moralnim podpornikom, ki tudi brez moralne podpore takšen izdelek ne more iziti. No, zdaj pa besedo predajam Dušanu, ki bo sedaj na veliki preizkušnji, kako ta velikanski obseg povedati, strniti v pol ure. Izvoli. Spoštovani, lep pozdrav in zahvala vsem vam. Danes je zame malo drugačen trenutek, tudi bolj čustveno obarvan po teh 11 letih in 15.000 urami vloženega truda. Ne morem se vsem zahvaliti, pa vendar bi rekel, da brez vaše pomoči takšne in drugačne tega dela enostavno ne bi bilo. Morda še kako zahvalo kasneje, za danes sva vam pa z Vladotom pripravila presenečenje, ki ga noben od vas, razen seveda moje soproge, Darinke, ne pozna. No, tudi Vlado ne pozna. Vladotom me vežejo lepi osebni spomini, predvsem pa najino skupno prizadevanje, javno prizadevanje za ohranitev Mure in za zaščito belokranjske Kolpe, kot rečemo. Vlado, zelo se me počastil, da si prišel in mislim, da bo ta prireditev oziroma to srečanje izvenelo malo drugače, ko se bodo združile dve panonski duši, prekmurska in belokranjska. Naslednjič moraš pesniško zbirko izdati. Hvala, Duša. Torej, ker res sta me združile Šareka in Kolpa, se spodobi, da zapojeva eno večno. Spirajo pesek
Drage moje, najboljše, da sem tiho, a ne res. Pa vendar, prosim, ne mi zameriti, naredil bom en ekspres pred teh slik, ki sem jih pripravil, ker mislim, da ni zdaj ključno, da vam podam tiste najbolj pomembne ugotovitve, ampak da vsi skupaj dobimo en vtis, kako zahteven je ta proces in kaj pravzaprav človeštvo, Evropsko unijo in Slovenijo čaka. Izjemen in potreben prelom, ki ga bi Tine Hribar pomenoval kot duhovni prelom. In to je tisto, kar je najtežje in v tem procesu spreminjanja strukture in vrednot sodobne civilizacije najbolj pomembno. In najtežje, poudarjam, najtežje. Zelo bom se potrudil, ker mislim, da bo bolj zanimivo, da bo Vlado potem še eno pesmico nam pripravil, ki v nekaj besedah pove več, kot sem jaz na teh 1800 straneh, s katerimi vam težim in težim tudi vsem bralcem, da bojo imeli kar hude težave. Ampak gremo vseeno poskušati dati tista osnovna izhodišča, ki so bile pripravljene. Torej, ekosistemska družbena ureditev, kaj je pravzaprav temeljne, katere so temeljne podmene. Prvič to, kar je bilo že povedano, da je civilizacija na velikem razpotju, biološko celo, prvič so ogroženi eksistenčni pogoji življenja človeške vrste in vseh vrst, ki živijo na tem planetu. Prvič, to je specifično stanje, ki zahteva tudi radikalne in strukturno pomembne spremembe v družbi, v gospodarstvu, v javnih storitvah, v načinu našega življenja. Izjemen izziv. Drugič, pokazalo se je, da tako obstoječi prevladujoč neoliberalni kapitalizem in tudi opuščeni model realnega socializma na ta temeljna protislovja ne odgovarja. In moramo poiskati nove poti, ki pa ne zanikajo vsega, kar je bilo v prejšnjih sistemih dobrega. Poudarjam, kar je bilo v prejšnjih sistemih dobrega, kajti ni bilo samo slabo. Zato je potrebna, po mojem mnenju, nova ekosistemska družbena ureditev in prav Slovenija in Evropska unija zaradi dosežene stopnje blagostanja, predvsem zaradi tega, imajo veliko prednost in hkrati veliko odgovornost, da stopijo na čelu teh sprememb. Ne z vojnami, ampak z nenasiljem, z demokracijo, solidarnostjo in socialno pravičnostjo. To so ključne naloge Evropske unije in v okviru Evropske unije še posebej Slovenije. Zakaj še posebej, bom potem naglasil. Ne delam si iluzij, ne bo prišlo do svetovne revolucije. Naj pa pride do pospešenega reformnega procesa, najprej z opustitvijo neoliberalnega kapitalizma in prehoda neoliberalnega kapitalizma v prvo zelo omiljeno fazo sprememb. Ekosocialni kapitalizem, poudarjam, ekosocialni kapitalizem, ki bo postavil v ospredje ekološke in socialne naloge. In v drugi fazi, seveda, če se bomo tako demokratično odločili in nenasilno odločili, da pridemo v ekosolidarizem ali demokratični ekosocializem, lahko se pa imenuje kakorkoli, prosim, ni poimenovanje pomembno, pomembna je vsebina. Najrajši bi videl, da bi se z mojega vidika imenoval neutralno ekohumanizem. Humanost, ekologija združena skupaj kot nova paradigma za
21. stoletje. Zdaj pa samo preletim protislovja, mislim, da jih ni treba razlagati. Na svetu je toliko protislovij, karkoli bom povedal, pa vendar bom vsaj 2 stavka povedal. Prvič, presegamo planetarne nosilne zmogljivosti našega planeta. In sicer vsaj za 70%, če vzamemo ekološki odtis. V gospodarsko razvitih državah, kot je Slovenija, pa presegamo samočistilne sposobnosti in glede porabe naravnih virov celo za faktor 3 do 5 na prebivalca. Tukaj so naše, bom rekel, največje naloge. Ne moramo pričakovati, da bodo gospodarsko razvite, manj razvite države zniževale okoljske odtise, mi moramo to storiti. Zato, ker smo mi najbolj krivi, najbolj smo izropali ta planet in smo dolžni državam v razvoju in prihodnim generacijam zagotoviti zdrav in varen planet. Če tega ne upravljamo, potem jim bomo prepustili zastrupljeno doto in mislim, da se tega enostavno ne zaslužijo in da tega ne smemo, moralno ne smemo narediti. Ene številke ne bom navajal, imel sem jih pripravljenih enih 10, pa mislim, da lahko kar se spustim. Slika mojega prijatelja Matjaža, ki je tudi tukaj, Sulberga, kaže nasedlost civilizacije. Aralska zgodba zaradi porabe vode, predvsem za gojenje bombaže, je pripeljala to, da so ladje ostale sredi puščave. In to nas čaka, če ne bomo spremenili marsikaj. Kot je rekel papež Frančišek, ta ekonomija, papež Frančišek, prosim, ne nek marksist, ampak papež Frančišek, ki ga zelo cenim, čeprav se z nekaterimi temi notranjimi strinjam, ampak v globalki opravlja izjemno pomembno pozitivno vlogo, ki jo bomo čutili takrat, ko ga več ne bo. Ta ekonomija in taka ekonomija ubija. To se pravi, da se je postavil proti kapitalizmu jasno in nedvoumno. Dvojni izziv je pred nami. Kako doseči višje materialno blagostanje oziroma humani človeški razvoj in na drugi strani zmanjšati pritiske na okolje. Torej, model rasti odpoveduje na celi črti. Ne moramo več za večjo porabo naravnih virov in večjim obremenjevanjem okolja povečevati materialno blagostanje. Pa se zadeva, ker ne bomo preživeli, enostavno ne bomo preživeli. In kot vidite, se tukaj v tem rumenem pravokotniku pravzaprav ne nahaja nobena država. Ene imajo, države v razvoju imajo nizko blagostanje, če rečem na kratko, gospodarsko razvite države pa imamo, prva oseba množina, visoko blagostanje, hkrati pa povzročamo največje pritiske na okolje. Kako naprej? Ne bom tudi avtorjev tle navajal. Ena varianta državni socializem, smo ga že imeli na svidenje, bom rekel na kratko. Pa se zadeva. Ni bil ekološko uspešen, socialno je bil uspešen, vendar je ostal pri tej stari paradigmi in ni razvijal demokracije. Črta, ne moramo tukaj, lahko kaj potegnemo z njega, ampak ne moramo pa ga nadaljevati ali pa restaurirati. Drugič, lastniška demokracija, zelo za razmisliti o temu, to je soupravljanje in samoupravljanje in lastništvo delavcev, skupnostne kooperative, zadružništvo in podobno. Po mojem mnenju zelo primeren odgovor in seveda tudi liberalni, demokratični socializem z novimi vsebinami, ki ne zavrača v celoti
privatne lastnine, jo sicer omejuje, na drugi strani pa upošteva vse dosežke parlamentarne demokracije in jaz mislim, da je v tej varianti treba razmisliti. Zanimivo, samo stavek nič ne bom navajal od Pikettyja. Kakšno preobrazbo je preletel? Tle vas je predvsej tistih, ki ste prebirali njegovo delo. Iz liberalca je postal zagovornik socializma. V zadnjih svojih delih govori o socializmu, ki si ga pa ne predstavlja na takšen način, kot smo ga mi doživeli, ampak na ta, bom rekel, sodoben demokratičen način. Gremo kar naprej. Poglejte, tako sem potem razdelal, nič še ne bom spuščal tle, razdelal te faze, kaj bi bilo treba spremeniti po posameznih dejavnostih, da bi prišli do ekohumanistične, bom rekel, v narekovaju, seveda v tem trenutku utopično zasnovane družbeno-ekonomske ureditve. Marsikaj bi morali spremeniti, predvsem pa bi morali upoštevati tisto osnovno izhodišče, ki ga jaz v vseh drugih stvareh, razen pri besedah za to obsežno monografijo, nisem upošteval dovolj, namesto več. Jaz sem šel pa tukaj čisto nasprotno, kar je seveda tipično za tiste, ki želijo neke spremembe, jih pa pri sebi ne uresničujejo. Malo se hecam, malo pa tudi žal drži, kot veste. Ja, ne bom šel v to. Zdravstvo, šolstvo, prosim, zdravstvo, šolstvo, javna dobrina, javno lastništvo, minimalno privatizirano, v končni fazi si bi želel, da obstaja samo javna šola in da obstaja samo javno zdravstvo, ker je to osnovna dobrina, ki mora biti dostopna vsem. To je tisti predpogoj za kakršnokoli demokracijo. Tako kot je določena privatna lastnina, poudarjam, privatna lastnina, tudi pogoj za demokracijo in za enakopravnost v političnem odločanju. Zdaj nam 1% elite, ki poseduje toliko bogastva kot 99% ostalega prebivalstva, zaradi ekonomske moči, korporacij in bogatih posameznikov prihaja do tega, da se sedaj pogovarjamo o tem, da potrebujemo novo družbeno ureditev, da ne bomo izgubili bioloških pogojev za preživetje. Marsikaj bi še tle lahko povedal od demilitarizacije, ampak mislim, da je to dovolj. Slovenija. Odličen izhodiščni položaj in odlična ekohumanistična zgodovina Slovenije, slovenskega naroda. Tukaj bomo uporabil pojem slovenskega naroda, kajti tudi nova ureditev prepoznava koncentrične kroge v identiteti nas kot posameznika. In je prav, da smo ponosni tudi na to, da smo Slovenci. Nič ni s tem narobe, če prepoznavamo to tudi drugim, da imajo enako pravico in da imamo na drugi strani zelo pomembno novo izhodišče, to je pa svetovna etika. Zadolženi in odgovorni smo za cel planet in moramo ob teh koncentričnih krogih zgraditi naju dva, kot Prekmurca, Belokranjca, Slovenca, Evropejca in kozmopolita. Če vseh teh krogov ne bomo imeli, potem nimamo možnosti, da bomo rešili ta planet. Staroslovanska dediščina, neposredne ekonomske demokracije, ne bom to puščal, ko so stari Slovani se sem preselili, mimogrede so si razdelili zemljišče v približno enakem obsegu, mimogrede. Stoletna dediščina uspešnega upravljanja v Sloveniji z gozdnimi ekosistemi. Sonaravnost nam je položena preko gozdov, ki pokrivajo 58% ozemlja Slovenije v našo tisto osnovno dediščino.
In to je neprecenljivo, da znamo stoletja tako občutljiv ekosistem, kot je gozd, ohranjati. Naslednja je krščansko-socialistična dediščina. Neverjetna. Od Kreka in zanimivo, 1901, o čem je pisal? O socializmu, mimogrede. Da ne govorim o svoji, zdaj bom pa uporabil to besedo, obsedenosti z dediščino Andreja Gosarja. Zanemarjena, eruptivna, inovativna. Ne vem, kako bi to opredelil, in če sem čisto iskren, pa prosim, ne jemljite tega, da želim ne vem kaj s temi besedami povedati. Počutil sem se ponižan, ko sem prebiral njegove inovativna razmišljanja in se zavedal svoje prednosti interneta, vseh možnih informacij, ki jih dobivam, on pa je mogel iti k zvirnim delom, pa ne samo k zvirnim delom, inovativno je moral vsaj 50% tega, kar je napisal, sam v svoji, bom rekel, intelektualni veščini priti do teh spoznanj. Neverjetno, dediščina 1500 strani, mimogrede za 300 strani sem ga. Ja? In skratka, da ne delam hvale, Marcel, ker si se ti tudi trudil, da si njegovo dediščino obudil. Ne bom šel naprej. Jugoslovansko samoupravljanje, čisto na kratko, ni časa, pozitivne, negativne stvari, tudi številne pozitivne, ki smo jih predvsem v privatizaciji, Stanko, ne, in vsem tem, kar je povezano z sistemsko korupcijo, ki je ob tem rasla, zelo poceni zapravili in je nismo povrnili tistem, ki so jo ustvarili, kar je zelo nepravično. Zelo nepravično in bo ta pečat nepravičnosti ostal v nas. Tako kot so izbrisani naš pečat, tako kot je marsikaj drugega, je tudi to, da smo delavcem, ki so zgradili tovarne, vzeli pravico, da bi bili njihovi lastniki, kar je neverjetna krivica. Poosamosvojitvena dediščina. Osamosvojitev Slovenije je pomembna faza, ni pa edina. Prosim, ni se začela samostojna Slovenija leta 1990. Bistveno prej se je začela in če kaj moramo spoštovati, narodno-osvobodilni boj. Zakaj? Zato, ker nam je omogočil eksistenco in nam dal pogum, da smo se uprli bistveno močnejšemu okupatorju, naredili pa potem tudi, bom kar uporabil besede, zločine. Spomenka in Tine bi o tem lahko povedala bistveno več. Vendar to ne pomeni zanikanja prvinskosti in pravičnosti narodno-osvobodilnega boja. In to je treba spoštovati. Vse, ne bom tle našteval, kdo vse so bili nosilci osamosvojitvenega procesa. Poglejte, tukaj so napisani, eni so počrtani z določenega nivoja, prosim, gre za od časopisa Mladine, Radio Študent, mirovnikov, rock, punk glasbenikov, Demosa kot glavnega političnega nosilca, demokratizirane Zveze komunistov Slovenije in SZDL, in kar je bistveno, prosim, kdo je pravzaprav se odločil za osamosvojitev? Slovenski narod in tudi drugi državljani in državljanke Slovenije. Prosim, tudi tisti, ki niso bili Slovenci, so v veliki večini glasovali za samostojno Slovenijo. In to moramo spoštovati, ker je to bilo za njih z čustvenega vidika, emocionalnega vidika zelo težko. Ne bom drugega razlagal. Torej, bilanca ni najboljša. Poglejte, povečali smo materialno blagostanje, vendar na drugi strani zelo povečali socialne in regionalne razlike in povečali smo tudi ekološke pritiske. Tle ste tudi številne navedeni, gremo naprej. To bom zelo na kratko. Poglejte, ekohumanistična Slovenija ima vse možnosti, da v postopnih fazah
to, kar smo prej sem razlagal, preko ekosocialnega kapitalizma in potem zrele ekohumanistične ureditve pride do tega, kar je bistveno. Prva naloga, če vzamem od tega, je zmanjšanje ekoloških pritiskov, ki so planetarno in regionalno nesprejemljivi, in druga izjemno pomembna naloga in ključna za to obdobje je, da poskrbimo za tiste, ki so na robu družbe, ki ne morejo si zagotoviti dostojnega materialnega standarda. Najprej in vse je treba usmeriti v to, ne pa v povečevanje razlik in še, bom rekel, dodatno bogatenje že zelo bogatih. Prosim, prva naloga je pravzaprav ta. In na drugi strani Slovenija bi morala na osnovi ustave postati v tem trenutku ena od vodilnih držav sveta, ki se bi maksimalno morala potruditi, da pride do prekinitve in zaustavitve vojne v Ukrajini. Naš 124. člen ustave, ki je še vedno sodobna, sem pa tam je treba kaj popraviti, še vedno nas, prosim, obvezuje. Prosim, zdaj pa, da ne boste presenečeni, kar bom zdaj rekel. Kot podpisnik deklaracije za mir, pa vam moram hkrati povedati tudi to, da je svet, demokratični svet, dolžan v tem trenutku, ko se je ukrajinski narod odločil, da bo svojimi življenji branil samostojnost, pomagati. Ampak naša prva naloga, ki je sploh ne opravljamo, ne Slovenija, ne Evropska unija, je to, da bi morali seveda postaviti v ospredje mirovniško posredovanje. Kakšna sramota za Evropsko unijo, ki je Willy Brandt zgradil demilitarizacijsko zasnovo za odnos z Rusijo, da enostavno tega ne opravljamo in da smo to postavili Evropska unija in v tem okviru Slovenije v drugi plan. Prosim, mi smo, ko smo se osamosvajali, Boris, zelo potrebovali tudi orožje. In ne morem jaz za ukrajinski narod se zdaj postaviti, da zdaj pa nekar oni se ne uprejo. Naj se uprejo, pomagati jim treba v določene mere, ne na ofenzivnem polju, ampak za obrambo, za preživetje in se angažirati pri vzpostavljanju pogojev za zaustavitev in, bom rekel, za pravično mirovno pogodbo, ki bi morala biti absolutno zasnovana v tem, da Ukrajina mora takšna, kot je, ostati. Torej, če to zanikamo, potem zanikamo temelj OZN dediščine. Zdaj sem pa zašuštral zadevo in zato preskakujem vse zadeve, ki so zdaj tle napisane, mogoče samo Evropsko unijo, zavestno sem zašuštral, ker ni pomembna, bom rekel zdaj natančna razlaga, hočem vam povedati to. Odločitev za NATO pakt je bila zame strateško napačna, da je Slovenija vstopila v NATO pakt. Odločitev, da je Slovenija vstopila v Evropsko unijo, je bila odlična. Si predstavljate, kje bi Slovenija zdaj bila, če ne bi bili člani Evropske unije? Vendar mora Evropa začeti funkcionirati bistveno drugače. Poglejte, kakšen inovativni civilizacijski poskus je to, da se zgradi nadnacionalna, makroregionalna skupnost, bomo rekli, nekdanjih tradicionalnih nasprotnikov, da ne uporabim še kjer druge besede. Res je, kot je Rudi napisal, Rizman, da je EU iz pozitivne utopije počasi začela se spreminjati v svoje nasprotje, ampak vse pa ni še izgubljeno. Bistveno je, da postane Evropska unija tista makroskupnost, ki bo sposobna udejaniti
paradigmo odrasti, poudarjam, odrasti, sonaravnega povečevanja blagostanja in ki bo sposobna biti solidarnostna in socialna skupnost, ker se bodo te razlike morali zmanjšati. In Evropska unija je dolžna materialno pomagati državam v razvoju, ker jih je izčrpavala, če uporabim samo to za današnjo priliko to besedo. In kaj bi moralo biti bistveno? Mislim, da si Bogo ti o tem opisal, da bi morala biti proračun Evropske unije bistveno večji, ne pa biti omejen na 1%, kar ni nič. 3 do 5% bi moral biti vsaj ta enoten, bom rekel, evropski proračun, ki bi pomagal potem zmanjšati te razlike in pomagal tudi svetu, da zaživi drugače. Zdaj pa bom kar zaključil. Kako je lepo, če lahko zaključiš z pesniki in poeti, Vlado. Ne še zdaj, malo pa. Jaz sem tukaj si izbral našega vizionarskega pesnika Srečka Kosovela, ki, kot veste, je dočakal samo 22 let. Kakšen eruptivni značaj in kaj je v njemu se skrivalo, kaj vse je premogel. Mogoče kaže samo to, da so seveda te njegove besede izpred 100 let več kot aktualne. Bom kar prebral, čeprav tudi vi preberete, ker mi je lepo, bom rekel, poslušati to. Njegovemu moralnemu pozivu zmaga resnice v kulturnem, humanizma v gospodarskem, pravičnosti v socialnem življenju, torej da bi to morali doseči, dodajam zelo, bom rekel, skromno in glede na 21. stoletje, to se pravi po 100 letih samo eno besedo, da bi bila ta 4. stranica te ekosistemske družbene eroditve, ekohumanizma, sonaravnost, materialna zmernost, materialna zadostnost v okoljskem življenju. To je bilo z moje strani vse, zdaj pa vas prosim še mogoče, kar nekako je šlo, ne, Katja? Bravo. Ja. Zdaj pa dovolite še minutko ali dve, to pa moram narediti, ne moram. Bojan se je lepo zahvalil številnim, jaz pa bi 4, pa ne da si kaj preveč domišljam, ampak 4 osebe bi pa moral izdvojiti, pa naj mi ostale oprostijo. Prvič je tle Simon Kušar, ko ga danes ni tukaj. Katja, prenesimo naše skupne iskreno zahvalo, ker je upravljal to finančno, se veste, delo, birokratsko, bom rekel, ki se ga vsi maksimalno izogibamo, tako da si zasluži en, bom rekel, lep spominček. Drugič, zahvalil se bi Anji Muhvič. Anja, kje si? Tam gor. Ona je prevajala, pa ne se oproščam, lektorirala, ampak ne samo lektorirala, samo en primer vam bom dal. Ko je kaj opazila, da mogoče pri citatih ni v redu, je šla originalen tekst preberati. Anja. Tretjič. Katja. Tebi pa sploh ne vem, kaj naj bi rekel. Ne, bom vseeno rekel 2 besedi, tudi če bo šla minutka zdaj čez. Mislim, da ni taka huda katastrofa, ker se kar lepo gibljamo v gabaritu. Katja, ona je bila in je še zdaj, no, bom rekel, naslednica moja na oddelku, vrednotno, zelo, bom rekel, podvržena in
kontaminirala s trajnostnim sonaravnim razvojem in s to paradigmo. Samo en stavček, prosim. Prejšnje poletje je punca, ko je videla, kaj to je rekla, veš kaj, jaz se bom pa te počitnice vzela zato, da bom to vse natančno prebrala. In je 2 meseca si vzela počitnic, da se je prebila čez teh 1800 strani. Nobena zahvala ni dovolj, Katja. In seveda, 4. oseba ne bo nič vesela tega, kar bom zdaj rekel, je pa moja soproga Darinka. Ti pa ti? Tam gor si, lepo. Mislim, kaj naj rečem, rekel bom sam, velika hvala, sem jo toliko časa, da sem lahko to upravljal, kajti čas je nedomisljiv. Če ga nekje uporabi za nekaj, nekje druge manjka in teh manjkov je bilo kar precej. In poglejte, po 50 letih sva še skupaj, lansko leto sva imela 50. obletnico poroke in mi je v veliko zadovoljstvo, da z njo delim to življenje. Zdaj je pa dosti patetike, nas vide. Jaz sem pa drznil na tem mestu, ker se mi zdi mogoče umestno že zaradi Dušana moment enega človeka. Ja. Si lahko predstavljaš, koga Smej Štefan? Ja, zelo lepo, da si se spomnil. Smej Štefan je bil sicer moj najboljši prijatelj in Dušanov. In on je v bistvu mene vpeljal v to zeleno gibanje in tako naprej. In s Smejem Štefanom smo potem ustanovila društvo za mletje, žitje in petje, ker smo imela v namenu narediti en mlin na Muri in da bomo mleli moko in izdajali muziko od Beltinške bande. To je bilo petje, ne? Za probo smo pa obnovila en mlin na enem potoku Črnec, na Polane. In smo imela v žigu društva za podjetje žitje in petje, smo imela vodomca, krasnega ptiča, ki ga je Smeju, oba sva ga oboževala. Smej je poleg tega, da je vedel skoraj o vsem vse, tudi o ptičih. In ta vodomec je bil najni idol in sva ga imela noter v pečatu. In potem je ta Štefan umrl in zdaj sledi nekaj, kar je tako srhljivo, da niti nočem glavnem govoriti. Ampak, okej. Po pogrebu smo šli na, ja, tega ptiča nikoli nismo skupaj videli, da bi ga, on je skozi imel aparat, ko sva šla ribe loviti in to je skozi sva ga čakala, ne. Nikdar ga nisva videli. In potem po pogrebu smo šli na Muro in jaz seveda ne bi veril, da je to res, če bi se mi samemu to dozdelo, ali bi videl, ne. Ampak ker sta z mano bile njegova žena in hčerka, smo vsi videli vodomca, kako je nad reko kopne. Potem sem napisal to pesem. Da še enkrat, le še enkrat mi zapomni, pisani ptič o svoj dragi, ki na vetru lovi, se v bistri vodi, ki je zdali. Tam nad vodo blešteje zlatovlace, od nočnih
še enkrat povej. Tulpika bela v njegovi, da vsak tvoj cvet se krasoči, za vse dneve in noči, za vse drage, ki jih več ni. Tam nad vodo zabito, šteje do noci, tam nad vodo se še vedno svi in naša sanja. Spoštovani, zdaj pa vas vabimo k vprašanjem, komentarjem, hvalam. Dragi avtor je na voljo. Izvolite. Čim manj vprašanj. Ker se veste, če na dolgo pišeš, to pomeni, da marsikaj ne veš, ne? Ja, reči. Si optimist? Ja. Tako bom rekel pogojno, optimist absolutno, ker če ne, ne bi niti se lotil tega dela. Je pa res, da so razmere skrajno nenaklonjene optimizmu, ampak vsi tisti, ki svet poznamo, pa smo mu tudi malo zgodovine študirali, vemo, da so v svetu in v zgodovini velika nihanja in ponavadi je takrat, ko je najnižje, jaz mislim, da smo zdaj zelo nizko, nisem pa žal še čisto prepričan, če smo čisto najbolj nizko, Ukrajina, grožnje in tako naprej, podnebne spremembe, če je že tisti trenutek, ko bo prišlo do preokreta. Samo še stavek, Bojan, česa se pa bojim? Bojim se tega, da mi ne poznamo sinergijskih učinkov delovanja človeka na planetarni ekosistem. 1+1, ena oblika onesnaževanja plus druga oblika onesnaževanja ni 2, ampak je lahko 3. In bojim se tega, da nam planet več ne bo dal časa za ta preokret. Ko se bodo irreverzibilni procesi začeli ali pa že potekajo, bo biti optimist zelo, zelo težko. Mi bi morali zdaj v naslednjih 20-30 letih narediti civilizacijski preskok, prelom. Ne vem, če smo to sposobni, upanje pa mi daje, Bojan, sem še to mlada generacija. Ravno o tem smo se pogovarjali. Mlada generacija, vem, da so različna mlada generacija, ampak bistveno bolje ozaveščena, ve, kje so problemi, ve, kje so vzroki za to in moram upati v to, da bo mlada generacija bila sposobna ta preskok narediti. Mi ga ne bomo. Mi ga bomo naredili toliko, koliko bomo, ne govorim zdaj o nas tukaj, ampak nasplošno, koliko bomo prisiljeni. In mlada generacija nas bi pravzaprav morala v to prisiliti. Na kakšen način pa ne ostane odprto vprašanje. Dokler zbirate,
pogum še za naprej, vas bi prosil, da prisluhnete temu. 3 bi rad pozdravil posebej, ki so se danes upravičili, ker so mi zelo, zelo pomagali. Prva je Manca Košir. Mislim, da ni treba, ona me je skozi spodbujala, skozi spraševala, kdaj bo, žal ji zdravstvene razmere ne dovoljuje, da so tukaj, ker smo prijatelji tle, mislim, da lahko to povem, v čem je problem. Drug je Niko Toš, ki me je še danes poklical in me zelo lepo rekel, upam, da me ne bo zameril, ker ga bom citiral vsaj približno, rekel je tako, duh bi bil rad prisoten tukaj, telo pa mi to ne dovoljuje. In je povedal pravzaprav vse. In Barica je povedala za Huberta Požarnika, ja, od Huberta, da tudi zaradi zdravstvenih razlogov ne more priti. S Hubertom nas deli veliko, veliko skupnega, dolgo časa, njegove alternative, napisane leta 1984, so mi bile v veliko moralno spodbudo, tudi ko se ne strinjava, ostajava prijatelja, ker ne delava iz tega prevelikega cirkusa, ker se bomo skozi prerekali. Iščava tisto, kar nas povezuje. Prosim. Kaj je zdaj z vami, Vlada vas je čisto čar, vse. Zdaj, namesto, da bi slučajno kdo, ko bo prišel z te dvorane, kaj je rekel, a veš, ti splut je napisal se dolgo in tako naprej, bote rekel, veš, kaj Vlado je bil tam. Je bil odlične dve pesmi. Malo je res in v tem je pa poanta, Vlado, Ja. Ja. Vzgoja za trajnostni razvoj. Jaz sem se s tem ukvarjala svojih 50-60 let in vidim, da je to področje pomembno, ampak da je strašansko težko kaj pomembnega narediti. Ne samo zbirati odpadke, ne samo to, ampak drugačne vrednote, drugačen življenjski slog, narediti mlade bolj odporne zoper reklame, ki nam vse skozi narekujejo neekološke stvari. Ja, Goran, izvolj. Sem v skupini privilegiranih, ki smo že lahko prebrali vse elektronsko verzijo, mogoče tudi po diagonali zaenkrat, ampak zato lahko že podam eno kratko oceno te monografije. Monografija je knjiga z veliko začetnico. Je neprecenljiva enciklopedija znanja, referenc in receptur za gradnike nove ekosistemske družbene ureditve. Je nagrajujoče delo, ki zasluži premišljeno angažiranje. Monografiji je usojeno, da bo ena neprecenljivih knjig našega časa, ki nas bo odločno vodila v bolj enakopraven, zgolj pravičen in vzdržen jutri. In zdaj še samo eno kratko vprašanje, Dušan. Ja. Jutri bo v Državnem zboru na pobudo in predlog opozicije potekala prva seja Komisije za nadzor javnih financ, ki bo prvič v tem sklicu Državnega zbora obravnavala časovnico za izgradnjo jedrske elektrarne Krško JEK2. Če te smem vprašati, kaj v bistvu tvoja monografija sporoča za pripravo trajnostne energetske politike Slovenije in še posebej za projekt JEK2? Hvala. Zelo na kratko, ker bi lahko ta tema je tudi kar obsežno obdelana v monografiji iz več razlogov. Zelo na kratko bi rekel, Zoran, o tem sva se pogovarjala, bolje sporočilna nota še ostalem. Absolutno bi morala biti prva naloga Slovenije in pravzaprav vseh držav sveta, posebej tiste, ki imajo jedrsko energijo, zmanjšanje porabe energije. Brez tega absolutno ne bo šlo. Jedrska energija
je z podnebnega vidika kratkoročno, Zoran se zavedava, pozitivna. Vendar je ta vidik samo eden od vidikov uporabe jedrske energije. Gre za seveda radioaktivne odpadke. Gre za top, za porožje. Spomnite se, kaj se dogaja v Ukrajini. Jedrske elektrarne so teroristična vojaška grožnja. Če bo prišlo do problema v Zaporožju, se bo svet znašel v izjemnih težavah. Skratka, jedrske elektrarne so v sedanjem svetu protislovi objekt vojaškega posredovanja in napada. In kar je zame najbolj pomembno, pa boste mogoče presenečeni nad tem, ni procesa demilitarizacije z jedrskimi elektrarnami. Zakaj? Ker je izrabljeno jedrsko gorivo surovina za izdelavo jedrskega orožja in dokler bodo jedrske elektrarne, bo nevarnost vojn in seveda izdelave jedrskega orožja. Lahko bi našteval še celo vrsto drugih zadev. Morda sem stavek, nekateri se boste sigurno spomnili. Milan, ti se bo zanesljivo, 3. julija smo dobili obvestilo, julija leta 1991, da se pripravlja torej letalski napad na Slovenijo z 2 cilji. Prvič Ljubljana, bombardiranje, civilno bombardiranje in drugič raketiranje jedrske elektrarne Krško. Kaj še potrebujemo? Vem pa, Zoran, da so hudi problemi, ker tudi obnovljivi viri energije, Marko, z sončno energijo, ki je ključna, imajo seveda tudi številne negativne zadeve, ampak moramo iti po tej poti, ker je to dolgoročno edina prava pot. Krožno gospodarstvo, če poudarim, in uporaba, smotrna, vzdržna uporaba obnovljivih virov energije in Slovenija ima tukaj veliko prednost. Pika, da ne bom predolg, ker zdaj pa že počasi prihajamo v pedagoško in psihološko občutljiva območja, ko koncentracija pada. Še kakšno vprašanje? Ja, reči. Ja. Zdaj se zaključujemo. Rekel si zmanjšanje energije. Čez 10 let bodo vsi avtomobili na elektriko. Ura, ki jo vam, ker je to moderno zdaj doma, ne mora živeti brez elektrike. Ročnega ura. Skratka, celo naše življenje bo postalo skoraj veliko 100% odvisno od elektrike. Kako zdaj to zmanjšati? Ja, torej, kar se tiče, jaz sem govoril o zmanjšanju porabe energije, sem mislil predvsem na primarno energijo, to se pravi na tisto osnovno energijo. Glede električne energije bo absolutno prišlo vsaj do določenega povečanja. Čim manjše bo to povečanje, tem boljše bo, se strinjam, da se zgodba ne more končati brez malo večje rabe električne energije, čeprav bi lahko zelo zmanjšali v industriji, ker so velike rezerve in tudi v gospodinstvih, od naših gospodinskih strojev in tako naprej. Ampak to so tehnološka vprašanja. Se strinjam s tem, Božo, kar si rekel, pa vendar, če zdaj električne avtomobile, ali mislite, da Slovenija potrebuje 1.200.000 osebnih vozil? Kaj pa, če bi začeli v tej smeri razmišljati in tudi ukrepati? Ja, mi družinsko bomo ukrepali, bom kar povedal, izdal tajno. Midva z Darinko se bova odpovedala avtomobilu, ko ga imamo zdaj, in bomo potem z svojim sinovi, ki živi od zgoraj, bomo imeli en avtomobil. Koliko bom rabil, koliko bom rabil, si ga bom pa tudi sposodil. To je nova paradigma, Božo, ki prihaja. So uporaba in s tem so rešitve. Seveda ne more biti rešitve, da bo vsak imel osebni avtomobil. Ker nič ne rešimo s tem, če smo izstrelili. Nič ne rešimo.
Kar pa pomeni, da bi morali javni prevoz biti prvič brezplačen, drugič kakovosten in tako naprej. Skratka, ne odpiram zgodbe, lepo, da si to vprašal, ker tudi mene je to vprašanje mučilo in sem te strategije skozi popravil. Najprej sem imel blazno, sam še reči, ne vem, sem pa malo začel od sebe razmišljati, kje pa lahko vnodetje. No, pa sem šel do stabilizacije, zdaj boste pa že videli v oklepaju rahlo povečanje uporabe električnega. Toliko o kompromisih v življenju. Je še kako vprašanje, če ni to vam? Kaj je tam? Ne? Op, ja. Mene pa zanima, kaj si se čez proces pisanja knjige, kaj te moč najbolj presenetilo oziroma prišlo do nekega spoznanja, ker zagotovo 10 let je trajalo pregledanje, verjamem, da je 1800 strani zelo veliko literature, to mogoče kaj tisto. Ja, vedno na novo sem ugotavljal, kako malo vem, resnično. Polja, ki sem jih odpiral, so zelo široka, ste videli, od etike do gospodarstva, javnih storitev, demokracije, politike, varnostnih sistemov in tako naprej. Blazno sem užival v tem, da sem, ker sem imel srečo, kot bom rekel, geograf in zgodovinar, sem imel srečo, da sem bil bliže temu interdisciplinarnemu razmišljanju, da sem prepoznaval te različne zorne kote posameznih ved. Blazno me je, bom rekel, pritegnila ekonomija, včasih sem je hotel celo študirati, mogoče bi imel pri Bogu tukaj protekcije, če bi šel kaj delati, kakšen doktorat iz ekonomije, ampak hočem sem to povedati, da sem iz različnih teh spoznanj gradil naprej in bil vedno, takrat, ko si misliš, da si najbliže odgovoru, si še zelo, zelo daleč. In mislim, naučilo me je tudi nekaj, da je treba zadeve spreminjati. Veste, da ni, ne vem, vrednota, da ti rečeš, jaz sem pa pred 50 leti že to zagovarjal skozi isto. Ne, obratno, sposoben moraš biti na osnovi argumentov drugih strok, ki sem jih prepoznaval in sem užival v njihovih spoznanjih, spreminjati tudi svoj, bom rekel, zorni kot, kar je zelo težko, ne? Ja, ker imamo vedno radi prav, ja, posebno univerzitetne profesori. Dušan, ni vprašanje, samo nek predlog. Glede na obseg knjige bi predlagal, da se morda tale družba pa še kdo čez kakšno leto spet dobim, ko bomo vsi, ti si prebrala in še nismo v celoti, bo lahko kaj bolj konstruktivnega rekli, ker mislim, da je tema taka, da je o tem pač treba ne samo razpravljati, ampak tudi kaj veliko narediti. Bravo, Marko, z veseljem. Zdaj bom pa povedal nekaj, kar nisem hotel povedati, ampak bom povedal, pa prosim, naj ostane tukaj, ker če ne, noben ne bo hotel se lotiti tega branja, ki je zdaj pred vami. In sicer, da imam že pripravljeno verzijo na 200 strani. Pa bog ne daj, če me boste malo vseeno pogledali. A lahko zaključimo? Prosim, tisti, ki ste bili donatorji, ki ste že dobili knjigo, ne boste dobili še eno. Tisti, ki ste bili donatorji, pa niste dobili knjigo, vam bom tukaj žal ne bom mogel dolgih posvetil pisati in tako naprej. Od nevladnih organizacij boste tam prišli, smo tudi pripravili nekaj za vas novinarke in novinarji za vas, ki sem vam hvaležen, od fotoreporterjev naprej, prosim, ker že dolgo časa. Skratka, vsi dobite normalno en izvod monografije. Jaz bom samo podpisal, ker žal najbrž ne bomo zdaj, pa mi ne boste, upam, zamerili, vsakemu od vas, posebej donatorjev, 110 vas je bilo, si predstavljate, sem še posebej hvaležen. Brez vas te knjige ni bilo. Seveda, žal pa niste prispevali toliko, da bi jaz dobil kakšen avtorski honorar. Skratka, Marko, čez 1 leto se vidimo in takrat se bomo pogovarjali o avtorskem honorarju. Vlado, hvala.